Proti temu ne nasprotujemo. Jaz plačujem ta prispevek z veseljem tudi za mojo babico, za mojo mamo, za mojo teto, za mojo sosedo, ki vem, da rabi pomoč in mi ni težko, da tega odstotka. Dolgotrajna oskrba že živi, to večkrat ponovim. Prva pravica, ki se je začela z začetkom lanskega leta, je oskrbovalec družinskega člana, to je tisti, ko naš sorodnik skrbi za nas doma. Teh je že čez 1600 in se vsak mesec povečujejo. Začetkom tega meseca bodo to lahko tudi upokojenci. Prihaja dolgotrajna oskrba na domu. Pričakujem, da se bo nekaj tisočih vključilo v ta sistem do konca leta. Konec leta pa prihaja dolgotrajna oskrba v instituciji, to je 20 tisoč oseb, ki bo avtomatično prevedeno ob soglasju v sam sistem dolgotrajne oskrbe. Na ta način omogočamo, da se bodo oskrbnine v domovih za starejše bistveno znižale, da bodo pod zajamčeno pokojnino in to je to, kar je bilo naš cilj.